V začetku meseca februarja in oktobra se s sloganom Bodi previden vsako leto prične nacionalna preventivna akcija Pešec. Akcijo koordinira Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa in poteka skozi vse zimske mesece, ko je ogroženost pešcev največja. Osnovni namen je opozoriti in osveščati pešce glede uporabe odsevnih predmetov, saj vidnost v prometu pomeni tudi večjo varnost. Na drugi strani pa opozoriti voznike na večjo previdnost. Ja, pešcem bi svetovali v teh jesenskih dnevih, ko je hitro tema, pojavlja se megla, da predvsem uporabljajo oblačila, katera so neko svetlejša, uporabljajo kresničke, razne predmete, ki jo dajo utripajočo svetlobo in tako opozarjajo, da so v prometu. Voznike bi pa tudi opozarjali, da se ne zavedajo tega obdobja jesenskega, da je slabša vidljivost in da lahko hitro naletijo kakšnega pešca, ki ni po predpisih označen z svetlobnimi elementi ali kako drugače. Ciljna skupina preventivne akcije so osebe nad 65 let in otroci do 10. leta starosti. Poleg številnih lokalnih preventivnih dogodkov je policija tista, ki skrbi za preventivne in represivne ukrepe. Ta skozi vse leto navezuje stike z osnovnimi šolami, vrtci, domovi starejših občanov in izvaja številna predavanja ter določene ukrepe in svetovanja za udeležence v cestnem prometu. V akciji Javne agencije za varnost prometa Bodi previden ne sodeluje zgolj policija, ampak je aktivno vključena tudi Avtomoto zveza Slovenije. Ta v sodelovanju z Mednarodno organizacijo za varnost v prometu apelira na kolesarje, pešce in naše najmlajše, da so v vidnih oblačilih in uporabljajo odsevnike. V poslovnih enotah AMZS so pripravili akcijski paketek z odsevniki za najmlajše. Pomembno vlogo pri varnosti v prometu imajo tudi vozniki jeklenih konjičkov. Inštruktor varne vožnje opozarja predvsem na ustreznost pnevmatik v jesenskem obdobju. Eno je zakonsko določilo. Zakonsko določilo pravi, da moramo najkasneje 15. novembra opraviti menjavo letnih gum z zimskimi gumami, pneumatikami. Ampak problem je tukaj temperatura, na to vozniki dostikrat pozabljajo. Kajti, če že lahko pred 15. novembrom zapade sneg oziroma so temperature nižje, potem je že potrebno prej menjati pneumatike. Ali pa, če bi bilo predolgo toplo oziroma bolj dolgo toplo vreme, je treba biti pozoren na tisto temperaturo. 7 stopinj Celzija je tista mejna temperatura, ki povzroča probleme letnim pneumatikam pri nižjih temperaturah oziroma zimskim pneumatikam pri višjih temperaturah. K temu je dodal še, da lahko tudi zapadlo listje na cestišču povzroča nevšečnosti v primeru dežja. Opozarja k previdnosti, predvidevanju, zmanjšanju hitrosti in povečanju varnostne razdalje med vozili. Vozniki lahko za varnost na cestišču veliko naredimo tudi sami in poskrbimo za brezhibnost svojega vozila. V povezavi z tem, da lahko dosti tudi sami storimo, recimo, gledajte, brisalci, metlice brisalcev niso večni, tudi to je dotrajano, se natrga, gumice niso večne, je treba morda od časa do časa preveriti, kaj je s temi. In poteka trenutno do konca leta v naši Avtomoto zvezi Slovenije akcija. Ob registraciji zavarovanju v naših poslovnih enotah dobite tudi za nagrado oziroma darilo tele brisalce. V omenjeni akciji izvajajo tudi preventivne preglede brisalcev, ki so za člane brezplačni. V AMZS se trudijo ozaveščati udeležence v prometu z različnimi projekti. Eden izmed teh je Brez mobilca, kjer so se pridružili mednarodni kampanji Mednarodne avtomobilistične zveze. Magister Jure Kostanjšek, vodja področja varna mobilnost pri AMZS, svetuje, da med vožnjo, pa tudi med kolesarjenjem in hojo telefona ne uporabljamo. Saj ta odvrača pozornost od dogajanja v prometu, pri čemer je lahko usoden že trenutek. Naj ne dopustimo, da bi o naših življenjih odločal telefon. Če klic res ne more počakati, se na primernem mestu varno ustavimo in pot nadaljujemo šele, ko končamo s pogovorom. Pazi! Se sploh zavedaš, kako nepredvidljiv je promet? Pazi! Se življenje drugih res podredi tvojemu mobilnemu telefonu? Je bilo vredno? Šteje vsaka sekunda, šteje vsako življenje.
Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Vozimo pametno.